letih hodil mimo zvečer, nisem niti v najgrših sanjah pričakoval, da bom nekoč čez 22 let tu stal, zato ker mi razpada država. Dokaj je zmeri manj samostojnosti, ker iz tistega, kar smo pred 22 leti upali, čeprav je bila v zraku že grožnja vojne in niti približno nismo pristali na to, da ne bi bili uspešni, se nam po 22 letih sesuva. Mislim, da je prav, da smo se s to temo, to je zdravstveni sistem, zbrali na dan državnosti, ker to je tema, ki ne ločuje Slovencev. Mislim, da bi morali čim več takih težav, ki jih imamo kot slovenski narod, državljani Slovenije, ob takih prilikah prihajati ven, da pokažemo politiki, da nismo levi desni, da nas razkol v narodu, v družbi ne zanima, ampak da hočemo samo državo, v kateri bo vredno živeti. V kateri bomo ljudje, ne samo državljani, ki plačujejo davke. Prepričan sem, da ko sem pred leti začel opozarjati na anomalije v zdravstvu, nisem bil šokiran samo nad korupcijo in kriminalom, šokiran sem bil, kako smo lahko kot družba padli tako nizko, da smo dovolili, da se take stvari dogajajo. Ni šlo samo za denar, šlo je za popolno dehumanizacijo naših sodržavljanov, šlo je za to, da smo pozabili na etiko, ker smo mislili, da bomo z lastnim egoizmom lahko peljali to državo naprej, bili uspešni in postali neka evropska Švica. Prepričan sem, da razpadanje zdravstvenega sistema ne pomeni samo daljšanje čakalnih vrst in slabe oskrbe bolnih. Pomeni veliko več. Pomeni, da smo pristali na to, da nas vodijo skorumpirani in nesposobni posamezniki. Pomeni, da se strinjamo z dejstvom, da nismo sposobni reševati lastnih težav in da postajamo egoistična, neodgovorna družba, ki pričakuje, da bo iz Brusla prišla čudežna trojka in rešila vse naše težave. Pomeni, da postajamo samo še pleme in ne narod, ki se ukvarja samo še s tem, kje bo dobilo nove kredite in kako jih bo lahko vrnilo, da bo lahko dobilo nove. Zato moramo ustaviti propadanje zdravstvenega sistema, ker s tem ustavljamo skorumpirano in razčlovečeno politiko. S tem ohranjamo humanost in solidarnost v družbi. S tem kažemo svojo odgovornost do ljudi in do te države. S tem Sloveniji vračamo nazaj njeno samostojnost, ki jo iz dneva v dan izgubljamo. Če bo propadel zdravstveni sistem, bo propadel zaradi razpada vrednot te družbe, ne zaradi pomanjkanja denarja. Ob dokončnem razpadu vrednot bo razpadla tudi ta država. In ko bo konec zdravstva, bo konec Slovenije. In kot odgovorni državljani tega ne smemo dovoliti. Zato je prav, da smo danes tukaj.